Boris Horvat je podpredsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Že vrsto let si prizadeva za pravice oseb z okvaro sluha. Zadnjih 15 let vodi podružnico Kranjskega društva gluhih in naglušnih Auris v Tržiču. Za svoje delo je konec leta 2020 prejel posebno priznanje župana občine Tržič. Zadnji 2 leti je zaposlen kot osebni asistent. Z naglušnostjo se spopada praktično vse življenje, zato so mu prijatelji v najstniških letih nadeli vzdevek Tihi. Tihi, dober dan. Lep pozdrav vsem. Zanima me, zakaj Tihi in ali te je ta vzdevek prizadel? Ja, tako kot je že Draž rekel, družba prijateljev je tista, ki te nekako ožigosa. Takrat so bili nekako aktualni ti vzdevki. Meni so poglasili za Tihega, ker večinoma nisem slišal, kaj so se pogovarjali, in sem rajši molčal, kot pa da bi se s kakšnim gibanjem usmešil. In tako sem bil v družbi večinoma tih in tako je to ostalo za vse življenje. Mislim, takrat ta vzdevek me ni prizadel, bolj so mi prizadeli razni štosi ali pa šale na račun moje naglušnosti. Danes mi je pa ta vzdevek, bom rekel, kar všeč, ker nekako ponazarja vso problematiko naglušnosti, no. Boris, kaj so bili prvi znaki, da ne slišiš dobro? Koliko si bil star? Ja, če se zdaj nazaj spomnim, so to že, bom rekel, otroška leta, že pred osnovno šolo, nisem vsega slišal ali pa sem večkrat kaj narobe razumel. Potem so se začeli problemi v šoli, ampak ne pri vseh predmetih, samo pri določenih, ker kakšen učitelj ni prav jasno, glasno govoril, in takrat sem bil v zaostanku, nisem vsega slišal, nisem vsega razumel. Tipičen primer je recimo, bom rekel, tuji jezik angleščina, ta travma se mi je vlekla od osnovne šole pa še v srednji šoli, in takrat nisem vedel, zakaj, ampak danes vem, da je tuji jezik en splošen problem vseh naglušnih ljudi. Zanima me, ali poznaš vzrok svoje naglušnosti? Medicinsko točno v bistvu sploh ne vem, zakaj slabo slišim, ampak predvidevam, da je to dedno, ker že moj oče je imel velike težave s sluhom, še posebej na starejša leta, tudi hčerka, opažam, da ima podobne simptome in že uporabnica slušnega aparata, tako da je to dedna zadeva. Ne vem pa točnega razloga, no, res. Glede na to, da si omenil, da si opazil slabšanje sluha že v ranki mladosti, pa me zanima, ali si potem, ko si se zaposlovil, opazil, da se ti je sluh še dodatno poslabšal? Tekstilna industrija v Tržiču je kar močna in nekako je prišlo tako, da sem tudi jaz dobil štipendijo in se zaposlil v tekstilni industriji. Takrat še ni bil to tak problem službo dobiti, niso se toliko ukvarjali s tem, a je problem ali ni. In dejansko potem v službi sem ugotovil, da je naglušnost mi nekako peša in da to postaja en velik problem na sestankih, v pogovoru s sodelavci, in takrat sem se odločil, da je čas, da grem po slušne aparate. In moj prvi korak do slušnih aparatov je bil Videx center v Ljubljani pred dobrimi 40 leti. In si se takrat odločil kar takoj za 2 aparata? Ja, takoj sem dobil 2, začel sem tudi oba uporabljati, sicer postopoma, takrat tehnologija še ni bila tako visoko razvita kot danes, ampak so mi zelo koristili, no, pri razgovorih, bom rekel, ne povsod, pri delu ne, ker v hrupu slušni aparat ne pomaga kaj dosti, ampak na sestankih, na razgovorih mi je pa zelo pomagal, da sem se lahko vključil v to okolje, delovno okolje. Pa me zanima, koliko so bili takrat že dostopni na primer centri s slušnimi aparati, torej kam si se ti vozil, da si lahko sodeloval z akustikom, je bilo to takrat na voljo? Ja, takrat v tistih časih je bil to cel projekt, a ne.
ni bilo avtomobilov, centri ali akustiki so bili v Ljubljani, na Resli, še dobro spomnim. Treba je bilo to z avtobusom, treba je to vzeti cel dan, ampak danes je to drugače, danes je to dostopnost, več je možnosti obiskov, več je možnosti nastavitev, takrat sem pač dobil, kar sem dobil in se nekako sam usposabljal z vzdrževanjem, z nastavitvami, ampak zelo so mi pomagali, no, res, že takrat v tistih časih, danes pa še toliko bolj. Pa me zanima, si svojo naglušnost kdaj mogoče skrival? Si morda svoji ženi že takoj na prvem zmenku povedal, da slabo slišiš, ali si to prihranil za naslednji zmenek? Ja, normalno bom rekel, vsaj za tiste čase je bilo, da sem to skrival, a ne. Takrat so bili pač dolgi lasje, pa sem imel dolge lase, pa so bili trakovi, pa sem nosil trakove čez. Skratka, težko mi je bilo takrat to javno povedati ali pa javno pokazati, a ne. Kadarkoli sem šel, ne vem, ali na banko ali na pošto, sem nekako tako zakamufliral, da se ni videlo slušni aparat. Danes teh problemov nimam, ampak takrat je bilo pa to, ne vem, tudi ženi nisem takoj ta prvi dan povedal, da ne slišim, ampak sem uporabljal druge trike, no, bom rekel. Boris, si kdaj zaradi naglušnosti morda izgubil službo ali bil kako drugače diskriminiran? Tako je bilo, no, tržiška tekstilna tovarna je šla v stečaj, takrat smo šli pač vsi na zavod, poiskal sem si novo službo v kranjski tekstilni tovarni, kjer so me tudi na kadrovskem razgovoru takoj sprejeli zaradi izkušenj pa izobrazbe, ampak problem je pa nastal potem na zdravniškem pregledu, kjer so pač ugotovili mojo naglušnost tudi na podlagi dokumentacije in dejansko mi niso odobrili več dela v hrupnem okolju, kar je pomenilo, da tiste službe nisem dobil in da tudi svojega poklica ne morem več opravljati, ne. To je bil en šok v življenju in takrat sem ugotovil, da je naglušnost en velik problem, ki ga sam bolj težko rešujem, in takrat sem poiskal tudi pomoč kranjskega društva Auris. V bistvu sreča v nesreči, ker še danes zelo tvorno sodeluješ pri tem društvu, njegov predsednik si bil 8 let, danes pa vodiš tržiško podružnico. Pa me morda zanima, imaš veliko stika z naglušnimi, kaj meniš o tem, da nekateri tudi 10 let odlašajo z odločitvijo za slušni aparat? Ja, tudi moja pot od prvih simptomov, če zdaj pomislim, da kar dolga, tudi več kot 10 let. Ampak danes ugotavljam, da so bila to v bistvu izgubljena leta, a ne. Ker dlje časa, ko odlašaš, težje se potem navadiš na slušne aparate in na vse to rehabilitacijo. Zato res mislim, najboljše je v prvih simptomih, najboljše je takoj poiskati pomoč ali pri dobaviteljih ali pa v društvu, kjer se potem vsa zadeva precej lažje razvija in tako da, kot je že Andraž rekel, vsa ta leta so v bistvu izgubljena leta v rehabilitacijskem smislu. Časopisi so ne samo v zadnjem času, ampak kar že nekaj časa polni oglasov tudi o čudežnih kapljicah, ki obljubljajo povrnitev sluha. Potem vidimo tudi razne ojačevalce zvoka, sploh neslušne aparate, ne vem, a so iz Kitajske za zelo majhen denar. In me zanima, kaj meniš o tem? Ja, poglejte, če bi meni pred 40 leti kdo ponudil čudežne kapljice, bi jih verjetno kupil. Ker takrat v tistem obdobju verjameš ali pa se izogibaš ali pa probaš vse živo, samo da ne bi uporabljal slušnih aparatov. Danes točno vemo, da to je eno zavajanje, ampak žal je tega zavajanja veliko in ljudje, ki se soočajo z naglušnostjo, ko poskušajo te lažne variante, kapljice ali pa lažne slušne aparate, nekako izgubljajo zaupanje in potem je tudi težje dobaviteljem prepričati ljudi, da vzamejo tiste prave slušne aparate, pa tudi
v društvih se pozna, ker imamo potem tudi več dela z prepričevanjem ljudi, kakšna je pravilna rehabilitacijska pot. Vem, da si tudi že stopil v kontakt mogoče z pristojnimi, kakšno je njihovo stališče o tem. Se bodo te oglasi še pojavljali ali gre tukaj dejansko za zavajanje potrošnikov? Moram reči, da odkar smo se aktivno lotili tega področja in začeli opozarjati državo pa vse pristojne inštitucije, je teh oglasov precej manj. V časopisih jih praktično ni več, ker smo se obrnili na vse inšpekcije, sodišča, varuha človekovih pravic, ministrstva in so nam zelo pomagali, no, z njihovimi mnenji, z njihovimi strokovno podporo in časopisi so dejansko s tem prenehali. Žal je to še vedno prisotno na spletu, kjer pa zakonodaja to še omogoča. No. Jaz upam, da sčasoma bo tudi kakšen tak zakon, ki bo takšno zdravju škodljivo zavajanje zakonsko preprečeval. No. Boris, zanima me tukaj tudi, zakaj je pomembno, da se oseba z okvaro sluha obrne po pomoč tudi v društvo gluhih in naglušnih? Kje pravzaprav ta društva so in kaj nudite? Pokritost društev po Sloveniji, bom rekel, je kar dobra in kar dostopna za vse, ki se soočajo z prvimi simptomi naglušnosti in vedno smo na razpolago za nasvetovanje, za pomoč, za usmeritve. Jaz, če povem, čisto iz svojega lastnega primera, takrat nisem poznal nikogar, nisem poznal nobenega slušnega aparata, nisem vedel za društvo, nisem vedel, tudi spleta takrat ni bilo in sem se čisto sam soočal in sem mislil, da sem edini na svetu s temi problemi. Ampak ko sem pa stopil v društvo, pa vidiš, da je tam veliko takih ljudi, vsak ima svojo izkušnjo, vsaka zgodba je drugačna, vsak ti nekaj svetuje in vsak nasvet je en velik korak, da se lažje sprijazniš s to naglušnostjo, ki sicer ni ozdravljiva, je pa tehnično povsem rešljiva in vsakemu priporočam pa svetujem, naj čim prej poišče pomoč najbližjega društva ali pa najbližjega dobavitelja in če vsak, ki je začel slušalni aparat, je obžaloval, zakaj je toliko časa odlašal, zakaj se ni odločil že prvi dan, ko je opazil, da je to problem, življenjski problem. Boris, najlepša hvala za ta pogovor. Želim ti veliko uspeha pri tvojem plemenitem delu. Hvala tudi vam, srečno.